Katera veščina, ki ste jo pa recimo pridobili v tem času, letenja, ko ste bili stevardesa, vam je recimo najbolj koristila v življenju? Ali pa kaj bi rekli, da je tisto, kar je bilo Organizacija. neprecenljivo? Absolutno organizacija. Jaz v bistvu kasneje sem se še ukvarjam, ne, med drugim tudi z organizacijo dogodkov in dogodek je zelo strukturiran, a ne. In potem sem ugotovila, da je pač vsak let je organizacija dogodka. Krajši, kot je bil, bolj je bil strukturiran, bolj je bil čas kratko odmerjen, in ne glede na to, da smo imeli noter v svojih teh checklistah točne v bistvu zadolžitve CA1, se pravi cabinet attendant 2, 1, 2, 3 in tako, vsaka je zase vedela, kaj počne, a ne. Smo potem na letalu, včasih ni bilo časa sploh za ta briefing, ne. Načeloma, če je bil čas, smo imeli neki uvodni briefing, kako bo potekal servis, kaj bomo potem naredili, če pa ni bilo časa, če je bil kratek let, smo delali brez besed, ne vem, uro pa pol, samo šlo je tak, do konca pospraviti, odzavarovati, da lahko varno pristanemo. In to je to, a ne. Ker varnost je pa spet na prvem mestu bila, ne, ni smelo nič ostati nepospravljeno v kuhinji, nič na prehodih in tako naprej. In od tega moram reči dejansko organizacija, komunikacija z težkimi karakterji, se pravi tudi majčkeno psihologije človeka se naučiš, kar precej, no. Težki karakteri med potniki? Med potniki. Ja, med potniki. Kako ste se soočali s težkimi karakterji med potniki? Najbolj z izjemno pretirano ljubeznivostjo in nasmehom. Temu niso mogli oporekati. Tukaj so mogli popustiti. Tudi če je še tako bil, ne, in če si bil še toliko ljubezniv, da je bilo že osladno, da sta se mogoče že dve vrsti okrog in spredaj in zadaj smejali, a ne, od osladnosti, je takemu potniku to nekaj pomenilo. Se mu je zdelo, da mu posvečaš pozornost in pač ni mogel več, a ne, vztrajati v svojem tečnarjenju, ali karkoli je zahteval in želel, no. Ste znali oceniti, to se jaz vedno sprašujem, ko kabinsko osebje čaka na letalo, ko potniki vstopajo, a so kakšni znaki, po katerih prepoznate, tale bo pa zalogaj, ali pa tale bo pa tečen, ali pa tukaj Ne, nismo niti po moje imeli časa, da bi se s tem ukvarjali. Samo pozdraviš in hitro potem, tam je že toliko enega dogajanja. Vsi se morajo hitro posesti, vsi pospraviti hitro gor, potem se začne štetje, a ne, štetje potnikov, poročanje v kokpit, recimo, da so vsi, a ne, pregledovanje, da vse štima z dokumenti in tako. Tega ne bi mogla reči, da bi takoj na obraz videla. Ja, mogoče prepoznaš kakšnega vinjenega, ne, malo alkoholiziranega potnika, to sigurno, posebej med našimi sindikalci, tega je bilo kar precej, a ne, ker so takoj začeli s kakšnimi dovtipi, ker si ga zavohal. To ja, drugo pa ne bi mogla reči. Pa ste imeli navodila, da vinjenim potnikom dodatno ne točite alkohola, ali nečesa ali nekaj takšnega v tistem času še ni obstajalo? Da ne bi dodatno se meni nikoli zgodilo. Sem pa že slišala, da so imeli težave nekje z nekim res zelo vinjenim, takrat pa so mu prenehali in ne vem, kakšna je bila točna procedura in kaj se je potem zgodilo z njim. V bistvu lahko tudi pride eden od pilotov ven iz kokpita in tudi v bistvu zahteva, a ne, da se potnik umiri. Če se ne, se lahko tudi pristane kje drugje in tako, če je res hudo, ja. Ne vem, koliko je bilo v vaših časih letenja z Adrio Airways problematičen ta overbooking, ki ga se mi zdi, da zdaj opažamo kar na vsakem letu, da pač letalska družba proda več sedežev, kot jih je dejansko na voljo, v upanju ali pa v neki statistiki, da se vsi potniki nikoli ne bodo udeležili leta. Je to nekaj, s čimer ste imeli že takrat izkušnje? Ne, nikoli. Kaj pa vprašanje duty free, jaz tega tudi nikoli recimo nisem dojela. Zakaj tako vestno, ali pa komu je interesu, ali pa zakaj, in tudi vi kar veliko knjigi namenjate temu duty freeju, v čem je fora, če najbolj po domače povem? Zakaj duty free na letalih? Pač takrat je obstajala ta prodaja, mogoče niso bili ti artikli toliko široko dostopni, ali pa kdor ni imel na letališču te priložnosti, je lahko dokupil vse na letalu. In takrat so bile prodaje res gromozanske. Zdaj, jaz se ne spomnim, a smo bili mi kaj stimulirani od teh prodaj, ker zdaj sem gledala, da recimo ravno ti nizkocenovni zelo so in se med sabo kolegi skregajo, kdo bo prodajal, zato ker dobijo neki procent. To se je tudi meni zdelo, da morajo biti plačani od procenta prodaje. Ja,
Jaz se ne spomnim zdaj točno, smo mi imeli kaj to, ampak smo pa jaz sem to zelo rada počela, že sama sebi, ker je bila komunikacija, interakcija, ker so bili parfumi, so bile alkoholne pijače, ker so bili cigareti, tako. Jaz sem iz vaše knjige sklepala, da ste verjetno bili stimulirani, zato ker eno anekdoto pripovedujete o prodaji ogrlic in vam je en pilot prišel pomagati in prodal vse ogrlice. Zato sem verjetno sklepala, da nekomu je pač bilo v interesu, da se čim več proda. Ne, saj zgolj kot To je bila pa zanimivost. šala. To je bila pa šala. To je bila pa dejansko šala. pomagal. Je pomagal, je prišel in je pomagal, s tem, da moram reči, da je bil kokpit takrat zavarovan, ker smo imeli noter še observerja, sicer ne bi mogel kar iti, so bili 3 notri. In potem, ko je vprašal, kako gre, kolegica, sem rekla, ja, glej, samo ta artikel se ne prodaja. No, pa poglejva, koliko bom jaz to prodal, to je bil en Hrvat. In je dejansko prodal vse te verižice, tako, in potem naprej odpeljal, kamor smo pač bili namenjeni. Ampak to je šlo bolj prav za šalo. No. Ali mu bo uspelo, ali mu ne bo uspelo. Dokazal se je, da je tudi kot dober prodajalec. No. Boljši kot jaz. Še ena malenkost, ker smo vendarle v podcastu Hudičev advokat. Koliko resnična je morda spet urbana legenda o tem, da piloti in stevardese običajno ali pa skačajo čez plot? Ja, je resnična, ni urbana legenda, ampak je resnična toliko, kot je resnice v tem, v vseh drugih poklicih. Če bi se lotila pisati mogoče, ne vem, knjigo o nekem v zbornici, v neki šoli ali pa mogoče o neki bolnišnici, bi prišla verjetno do podobnih ali pa istih zaključkov. Tukaj so bile te zveze, tudi sama opisujem svojo. Bile smo mlade, bile smo zaljubljene in pač bil si ves čas nekje na poti in te zadeve se zgodijo, tako da. Nekaj, kar morda potniki tudi ne vemo, je, da recimo v knjigi opisujete te afterlandinge, v bistvu žurke ali pa kako naj to sploh poimenujem, v hotelih, potem, ko je celotna posadka varno pristala in do naslednjega dne, ali pa če ste imeli celo vmes kaj pavze, kakšen dan pavze, so bile to v bistvu žuri v hotelskih sobah, afterlanding. Ja, v bistvu je bila pijača. Ni bil prav žur, razen enkrat, ko smo proslavljali tisto veliko noč, recimo, ko opisujem, ampak ja, nekdo je povabil na afterlanding, se pravi na neko pijačo, kjer smo se še družili. To ni bil žur, da bi bil zdaj party pa zabava pa ne vem kaj, ampak zopet v bistvu, ne vem, ponavljanje istih letalskih zgodb, šale, ki so krožile okrog, neko dobronamerno, rekla, upravljanje in tako naprej, ob neki pijači. Ja. To je bila navada. Ja. Si pa mogel imeti dovolj časa potem do naslednjega leta, recimo. Vse te ure so bile takrat kar znane. Kar je meni tudi padlo v oči v zelo pozitivnem vidiku, je, morda dopuščam, da ste vi takšni in da to ni nekaj, kar je lastno stevardesam, ampak ta dobronamernost, ki veje recimo iz te knjige. Včasih slišimo ženski volk. Pri vas se mi pa zdi, da je bila to ena sama toplina, ena dobronamernost, pomoč, prijaznost od konec koncev. Je to mogoče vaša osebnostna lastnost, pa ste to videli tudi potem v drugih, ali bi na splošno rekli, da ste si toliko zelo pomagali med sabo? Je to moja lastnost tudi v kasnejših službah, kjer sem delala in tudi danes. V bistvu res nikoli ne vidim ženske kot konkurence, ampak vedno lahko pomagam, sem lahko mentorica, zdaj ko sem že starejša. Vedno sem vesela, ko ženska napreduje, ko raste. Bile so okrog mene takšne in drugačne in tudi zdaj, ko sem v poslu, ko imam svoje podjetje, je enako. Srečujem krasne ženske, ki so vedno pripravljene me podpreti druge ženske in take, kot ste vi rekli, ženska volk. Ženski volk. Ja, ne vem, mogoče lahko na tem mestu, zdaj, ko ste me ravno v bistvu mi dali iztočnico, jaz sem zdaj tudi predsednica združenja All Ladies League Slovenija. To je ena velika mreža žensk, ena največjih na svetu, svetovnem merilu, ki je ustanovila ena zelo, zelo ugledna Indijka, dr. Harbin Arora, ki je bila pred nekaj leti uvrščena med 100 najbolj uglednih ljudi na svetu.
In mi se dobivamo po vsem svetu na Women Economic forumih, kjer si ženske, dejansko smo si v podporo, si pomagamo, se opolnomočimo, si govorimo pozitivne zgodbe, vendar bomo med temi ženskami našli tudi ženske, ki ne želijo tako dobro drugim ženskam. Tako da jaz lahko iz svoje poslovne poti, zdaj, ker sem jo prehodila že kar skoraj celo, ne sem tik pred upokojitvijo, povem, da tiste ženske, ki so mi pomagale, in teh ni bilo malo, so bile res izjemne. Je bilo pa nekaj takih, ki pa pač so me zavrnile, ampak to je življenje. Gospa Lidija Pavlin, najlepša hvala v imenu vseh žensk, ki jim pomagate, ki jim še boste pomagali, v imenu pravzaprav vseh, ki bodo deležne del te dobronamernosti. Hvala lepa za vaš čas, za vso to energijo, za izredno zanimivo branje, ki ga resnično priporočam, preprosto zato, ker so to časi, ki se jih je vredno spomniti, jih je tudi vredno poznati. Veliko sreče pri vnukih, pri vaši nadaljnji poti in najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Hvala, da ste me povabili, Maja. Hvala. Se vidimo čez 14 dni, lepo se imejte. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.